Tako, se pravi, zdaj pa, koliko bi mi vedeli, koliko je vrednost sinus 45, tangens 45, kosinus 45 in vse to. Ja, no. Nekaj kotov so včasih, ko še niso imeli tega kalkulatorja, lahko določili brez kalkulatorja in tudi mi jih še bomo zdaj določili. Ampak potem pa se je tam priklopil ta izum, kalkulator, in s kalkulatorjem lahko mi računamo vse te kote. In mi se bomo zdaj naučili dve stvari. Računati sinus, kosinus, tangens s kalkulatorjem in pa računati tudi kot, če imamo podan samo sinus oziroma kosinus. Pri kalkulatorjih se seveda razlikujejo, malo se razlikujejo kalkulatorji, ampak smisel je pa zelo podoben na vseh kalkulatorjih. Jaz bom zdaj malo ustavila video in pripravila vse, da se bo kalkulator bolje videl. Držite pesti, da nam uspe. Takole, upam, da se kalkulator zdaj vidi. In poglejmo zdaj tele naše tipke. Prva stvar, pri kotnih funkcijah imamo lahko, pri kotih imamo lahko različne enote. In zato je pomembno, da imate v vašem kalkulatorju nastavljeno na stopinje. Stopinje se vidijo tule. Zdaj pa, pri nekaterih kalkulatorjih piše D, pri nekaterih piše deg, degrees, pri nekaterih pa nič ne piše. To je vse v redu. Če vam pa piše G, gradienti, ali pa R, radiani, pol pa nimate v redu. Se pravi, če je G, R ali pa karkoli na grad, rad, potem nimate v redu. Zdaj, najlažje je, da spametujete vaš kalkulator tako, da rečete, čujte, resetiram. In resetiranje je ponavadi na zadnjem koncu, pa morate imeti en tak svinčnik ali pa sponko, da ga lahko resetirate. Se pravi, kadar vam dela kalkulator težave, ga kar resetirate. Pol pa imate nekaj časa mira, a ne? Okej. Prva naloga nam bo pokazala, kako zračunamo sinus 45. Se pravi, tule bomo zdaj jemali te naše vrednosti. Sinus 45 bo prvo. Zdaj, potem bomo šli na tangens 45, kosinus 45. Jaz bom zdaj to računala na kalkulator, pisala pa ne bom zraven. Tako da, če ne boste slišali, še poskusite enkrat poslušati, a ne? Se pravi, mi bomo šli zdaj po vrsti in bomo v kalkulatorju tipkali vse tele vrednosti. Prav? Pa kar začnimo. Tako. Prva stvar je tale. Najprej morate najti tipke. Sinus, kosinus, tangens. To so te tri naše kotne funkcije. Kotangensa pa na žalost ni, zato ker je, kadar imate znane stranice za tangens, bi lahko tudi, je vseeno, ali je kotangens in tangens. Tako da so potem malo prišparali na prostoru, a ne? No, pa gremo. Sinus 45. Pritisnete najprej sinus. Aha, nekaj sem imela prej pritisnjen, se pravičujem, takle. Se pravi sinus in potem 45 in je enako. Jaz imam zdaj tega, ko mi računa v matematičnem načinu, vi pa ste mogli dobiti 0,707107 in to zaokrožimo na 0,71. Če imate takšnega kot jaz, potem imate tu SD prehod in pač pridete do decimalk. Tako, damo na, ponastavimo in gremo na tangens. Spet, najprej je treba pritisniti tangens, potem damo 45 in je enako. Tangens 45 je 1. Tako, ponastavimo, pa dajmo kosinus. Spet, najdemo tipko za kosinus in vtipkamo 45 in je enako. In dobimo spet 0,71. Potem imamo sinus 35, torej sinus 3,5 je, in dobimo 0,57.
Potem imamo kosinus 13,9, se pravi spet tipka za kosinus 13,9 in je enako. In dobimo 0,97. Kaj še imamo potem? Pol imamo kosinus 90. Kosinus 90 je enako in kosinus 90 je nič. No, zdaj prijemo pa do malo bolj zanimivih vrednosti. Sinus minus 85, se pravi damo sinus minus 8 in 85, ne? Zdaj pa tukaj bom jaz dala zaklepajko, ne vem kako točno. In je minus 99,6. Ok. Potem imamo sinus koren 2. Se pravi damo zdaj sinus, potem damo koren, damo 2. Po moje najboljš dodamo takle malo ven in zaklepaj. Je enako in dobimo 0,024. A ste opazili, nikoli nismo dobili večje vrednosti kot 1. To nam je bilo največ. Ok, dobimo kosinus nič. Je 1, evo 1 smo dobili. In še dve imamo, kosinus minus 75, se pravi kosinus minus 75, cela 9, je, se pravi 0,53, pa naslednje še pa sinus 90. Je, in je 1. Takole. To je bila ena smer. Se pravi, če hočemo kotno funkcijo zračunati, kaj naredimo? Najprej pritisnemo kotno funkcijo na kalkulatorju, potem tisti znesek, ki ga moramo vračunati, zaklepaj in je enako. Tako, zdaj bomo pa obratno, ne? Tako, zdaj si jaz spet pripravim teren, pa se slišimo. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si pogledajte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!